Hej, lep pozdrav in dobrodošli na še enem liveu Kripto dnevno. To je live, ki ga imamo vsak dan ob 9 zjutraj na Patreonu. In če me slučajno spremljate kasneje preko YouTuba in se mi želite pridružiti v živo, so povezave spodaj v pripetem komentarju in pa v opisu tega videa. No, preko te povezave, kot sem rekel, se mi lahko pridružite v živo, tudi tukaj v chatu in mi date tudi kakšen predlog, da si ogledamo kakšno kriptovaluto. Kakšno kriptovaluto, ki je vam posebej všeč. No, če me pa spremljate kasneje preko YouTuba, se pa ne pozabite naročiti na moj YouTube kanal, da ne boste zamudili kakšnega posnetka tega livea. Kje smo mi zdaj ostali? Danes je ponedeljek, 2. marec. In imamo kar buren vikend za nami. Na petek zvečer sem jaz tudi izdal eno posebno obvestilo na Patreonu. In ja, moram reči, da se je izteklo točno tako, kot sem predvideval, ampak potem smo dobili tudi odboj. No, pojdimo lepo počasi. Kaj smo gledali prejšnji teden? Prejšnji teden smo mi spremljali tale narobe obrnjeni Head and Shoulders, ki se je zelo lepo izpeljal, ampak vedno skoraj da v vsaki epizodi sem jaz opozarjal na tole neckline mejo tukaj. Če jo prebijemo, potem so lahko biki zelo kaznovani. In kaj se je zgodilo? No, tukaj smo imeli še tudi ta kanal, kjer lahko vidimo zelo jasno, kako smo spodnjo mejo prebili. Tega ni več. Kaj se je potem zgodilo? Na petek zvečer smo mi prebili tole neckline mejo tega vzorca. Torej, tega vzorca ni več in takrat sem tudi izdal posebno obvestilo na Patreonu, da bomo mi lahko z veliko verjetnostjo padali še naprej dol. In to se je tudi zgodilo. Tega vzorca tako ni več. Je bil, kako bi se lahko nekako reklo, uničen. In potem smo šli pobirati tole likvidnost tukaj na 64.600, tako da tega ni več, bom kar zbrisal. In pa tole likvidnost, točno do tukaj smo prišli, to je bila na 63.600, 63.700 tam nekje, tako da tudi tega nimamo več. Ostala je še tale tukaj spodaj, na okoli 62.600. In zdaj, če pogledamo še od zgoraj, tudi tega nimamo več. To se je kar precej stvari likvidiralo. Ostala nam je še tale tukaj od zgoraj na 68.900. Kaj imamo mi zdaj? Na 15-minutnem časovnem grafu lahko vidimo točno na tem dnu so nekateri stavili na rast, kar se Bitcoina tiče, tale oranžna črta. Tako da imamo novo likvidnostno območje, nekje tukaj na točnih 65.000. In zdaj s tem zadnjim padcem očitno ljudje vedno bolj stavijo na padec, ampak to bo treba še videti. Kje so še stavili na padec? Tukaj. To je bilo pri tem padcu, tako da velika verjetnost je, da imajo stop losse tukaj od zgoraj na teh vrhovih nekje, to je na tam nekje 67.500. In tako da imamo mi spet neko novo vikend ožino, kjer bo treba spremljati, katere likvidnosti se bodo prej pobrale. Zdaj poglejmo mi še enourni časovni interval, tudi tukaj tega ni več, te meje bom tudi zbrisal, ker niso več veljavne.
To so bile tudi naše neckline meje tegale vzorca. To moram tudi izbrisati, da nam ne bo smetilo grafa. Kaj se je zdaj zgodilo čez vikend? Mi smo dobili tale globok padec in potem smo se na hitro pobrali. Torej smo naredili odboj v obliki črke V. Zdaj, to je ponavadi bikovsko, ampak recimo tukaj je tale neckline meja tegale vzorca, ampak ni mi všeč, kako se mi obiramo tukaj zdaj na tej meji. Preveč časa se mi obiramo na tej meji, tako da sumim, da bi jo mi lahko izgubili. To je meja, ki sega od 65.300 pa do 65.900. Tako da, če jo mi izgubimo, lahko padamo seveda še naprej dol, vse dol do te likvidnosti na 62.000, ki smo jo že prej označili. To tudi trenutno spominja na neke vrste dvojni vrh, ampak po mojem se mora še malo razviti, tako da bom tole kar zbrisal. Kaj bi jaz pričakoval od bikov? Vsekakor ne tako obiranje na tej meji. Jaz bi pričakoval, da naredimo preboj, tukaj gremo testirati in potem močen odboj. To bi jaz pričakoval od bikov, ampak tega nismo dobili. Tako da zaenkrat jaz mislim, da je večja verjetnost, da mi tole mejo na okoli 65.000 izgubimo. Tukaj vidimo tudi, na temu dnu so se kar začele nabirati dolge pozicije. Tako da bo treba še malo počakati. Morda na ameriški čas danes, da vidimo jasno smer trga, kam se bo trg usmeril. Kar se tiče RSI-ja, trenutno na enournem časovnem grafu se mi zdi ok, ni nekih takih bistvenih divergenc. Drugače, dajmo pogledati, že ker imamo vikend za nami 4-urni časovni interval in tukaj lahko jasno vidimo, da smo mi še vedno v tej konsolidaciji, le spodnja meja se je malo premaknila, tukaj na 62.500, zdaj smo udarili enkrat, dvakrat, in morda bi jo lahko šli testirati še enkrat. Vrhovi se jasno vidi, so vedno nižji vrhovi, torej vrh, nižji vrh, no tukaj imamo malce višji vrh, ampak je še vedno nižji od tega tukaj in ponovno nižji vrh udarjamo pa vedno ob isto horizontalno mejo na okoli 62.500. Čeprav udarcev ob tole mejo imamo zdaj trenutno relativno malo. Več je udarcev ob tole zgornjo mejo tukaj, ki jo bom označil. Tako da ja, vsekakor je situacija kar negotova, tudi zaradi začetka nove vojne v Iranu. Kako vi morda mislite, da bo to vplivalo na kriptotrge, trge nasploh? Kar komentirajte, tudi od spodaj pod videom bom na vse odgovarjal. Kaj lahko še pogledamo? 13-urni časovni interval in ja, tudi tukaj lahko vidimo tole horizontalno dno na 62.500, tam nekje, in vedno nižji vrhovi, kar bi lahko pomenilo, da lahko gremo testirati tudi tole mejo, ki jo imamo že označeno na okoli 60.000 in po mojem bi lahko šli še nižje. Ampak to bomo gledali takrat, ko enkrat pridemo do tega. Dajmo še pogledati, če tukaj tele
likvidacijske cone. Če se ujemajo s tem, kar smo mi prej označili. In ja, moram reči, da se kar lepo ujema. Od spodaj imamo ljudi, ki so stavili na rast in imajo stop losse naštimane na tam nekje 65 000, medtem ko od zgoraj jih je kar precej, ki so stavili na padec in njihovi stop lossi se nahajajo tam nekje na 67 500, torej točno te meje, ki smo jih tudi mi označili. Pa poglejmo zdaj še Ethereum, kako se kaj Ethereum obnaša. Tukaj imamo, moram dati na 1-urni časovni interval nazaj. Zdaj Ethereum, ja, je tudi imel tale vzorec, ki je zdaj izničen. Neckline meje praktično ni več, čeprav zdaj se spet odbijamo od nje. Tukaj smo tole likvidnost pobrali, nismo pa pobrali še tele na tam nekje 2090. Če pogledamo dolge pozicije, tukaj so se začele kar nabirati na tem dnu, tako da stop losse morajo imeti nekje tukaj na okoli 1900, točnih 1900, in to tudi vsaj za enkrat izgleda kot dvojni vrh, čeprav je zelo čuden vzorec. To se mora po mojem še razviti, tako da ne bom nič špekuliral. Tudi tukaj se je naredil ta odboj v obliki črke V. Ga bom kar označil. Tako. In zdaj se zadržujemo na njegovi neckline meji. Smo dobili nek odboj, ampak imamo nižji vrh. Tako da ta meja na 1920, tam nekje bo zdaj kar za spremljati. Če jo izgubimo, seveda lahko padamo še naprej dol. Ampak imamo likvidnosti tudi od zgoraj, ljudi, ki so stavili na padec. Tukaj vidimo, imamo en špic navzdol in še enega navzdol, točno na tem vrhu. In stop losse imajo po mojem naštimane na nekje 2060, 2065. Tako da tudi pri Ethereumu neka ožina, ki jo bo treba spremljati. Trenutno gibanje cene ni ravno najbolj ugodno. Ko pogledamo enourni časovni interval, lahko tudi tukaj vidimo, da se nam dela kar en velik dvojni vrh. Če ga označim, imamo en vrh, pa ta drugi vrh, ampak to se po mojem mora še malce razviti. Meje za od spodaj 1823, 1800. Tole likvidnost tukaj smo tudi pobrali na 2020, 2030, tam nekje, tako da jo bom zbrisal. Potem, ja, drugače, kar se tiče vikenda, tako Ethereum je bil kar malo nevtralen. Ampak kar zanimiva situacija. Moje mnenje sicer je, da bomo šli še naprej dol, testirati še nižje meje. Ampak kakšno je vaše mnenje? Kar komentirajte, lahko komentirate tudi v chatu, lahko komentirate od spodaj pod videom, seveda tudi kakšen všeček zelo pomaga. In seveda, če spremljate kasneje preko YouTuba, se ne pozabite naročiti na moj kanal. Če se mi pa želite pridružiti v živo,
vsak dan ob 9 zjutraj na Patreonu, so pa povezave spodaj v opisu in pa v pripetem komentarju. In tam seveda lahko date tudi predlog za kakšno kriptovaluto, ki je vam ljuba, da jo pogledamo v tem liveu. Tako, to bo tudi vse za danes. Če bo kaj posebnega, bom seveda še posebej obvestil preko Patreona. Drugače se pa vidimo ponovno jutri zjutraj ob 9. Čau, čau.